Lepo pozdravljeni, danes smo že v vlogu številka 111 in poskus številka 2. Ker v prvem delu mi ni snemalo, sem pritisnil napačen mikrofon in je snemala samo kamera in zaslon, ni pa snemalo zvoka, tako da bo treba zdaj še v drugo poizkusiti, če bo kaj bolje. Torej hotel sem danes 3 teme pokriti. Najprej od moje službe, nove, zanimive stvari. Pol sem bil na morju v Strunjanu, Mesečev zaliv in pa neprijetna izkušnja v eni izmed cerkvi. To boste izvedeli pa pol na koncu. Torej zdaj sem zamenjal službo, sem tule v Črnučah v enem skladišču. Študentov nas je par, večinoma so bolj te starejši ljudje, ampak torej da pojasnim. Najbolj zanimivo je to, da torej neke prve par tednov itak so neke te začetniško spoznavanje, noben si ne upa kaj veliko. Pol pa, ko to malo pade, ko je bolj sproščeno, se pa začne to tako rekoč podjebavanje, spotikanje mlajših, zlivanje gnojnice na drugih. In zanimivo je, ker samo izpostavim 2 primera starejših. Torej oba dva vesta, kako me morata klicati, moje ime, ampak sta pač poskusila na neke druge vzdevke, skratka, in sta naletela na odpor. Jaz sem povedal tako: vidva ne bosta mene klicala, doma me niti starši, niti punce, niti prijatelji me ne kličejo, tako da me tudi ti ne boš, to je moja želja, to želim, prosim. Skratka, tako me boš klical in pika amen. Hočeš, nočeš, tako je, to je realnost, kljub temu, če imaš ti različne težave, ne bi se rad na nekom sproščal, na meni se pač ne boš. In zanimivo, na začetku sta me še pozdravila, pol pa naslednje dneve, kljub temu, da sem jaz prvi bil v prostoru, torej pač pravilo oziroma neka norma, ko ti vstopiš v prostor, pozdraviš nekoga, ki je tam, in sta vstopila posamično, tako kot da ni nobenega tam. Skratka, enkrat sem jaz pozdravil, pa nisem dobil odgovora, drugič nisem pozdravil, ker me on ni pozdravil. Včasih pol pozdrav, pa tako neko mrmranje. Skratka, hočem to povedati, da to je že moja 12. ali 13. služba prek študenta, da je zanimivo videti, kako tem starejšim, cca 45 plus, ko jim v življenju ni uspelo, ko imajo službe, ki jim niso všeč, ko pridejo že zjutraj v nekem stanju nezadovoljstva, tiste neigrivosti, bi Karel rekel, da se moraš Gržan, da mora biti ta igrivost v tvojih očeh, ampak v teh ljudeh je zgolj neko nezadovoljstvo, zamere, nevoščljivost in je prav težko to gledati. Skratka, nisem pa tega, ker to sem v bistvu zdaj začel šele prakticirati pred kratkim. Dejansko, ko ti drugemu postaviš mejo, na začetku je pač neki odpor, neko zavračanje, ampak pol na dolgi rok začne on spoštovati, ampak posledično to tudi udari na njegov ego. In pač, ker je njegov ego ošvrknjen, pol oni želijo se nekako maščevati na ta način. In posledično, tule se je recimo dobro pokazalo, me pol enostavno zjutraj ni hotel več pozdraviti, zato ker dejansko, kaj me bo ta
zelenc tle učil. Kako bom jaz klical, jaz sem tle že več kot 5 let, skoraj 10 let v firmi, imam družino, otroke, on si ne bo zase meje postavljal, on si ne rabi spoštovanja, če sem jaz nezadovoljen, mora biti tudi on. Skratka, to me je ful presenetilo, kako so lahko nekateri ljudje tako hitro užaljeni, ampak povsem nelogično je, zakaj bi ti nekoga zmerjal, poniževal. Najprej si pač urihtaj pri sebi, doma pred svojim pragom si porihtaj, in ko boš imel to urejeno, enostavno ne boš imel več želje pa tendence po tem, da boš ti nekoga drugega napadal, ne. Ja, in to se je zdaj ful dobro pokazalo, da je to res. Potem ja, sva bila pa še druga stvar, sva bila na morju, v petek je še en kolega prišel, smo bili na, je bil Plavo kazališče oziroma neki bend iz Hrvaške, ful dobra energija, smo se res imeli fajn. Pol v soboto sva šla pa na Joker Out, Bojan Cvetaninič, ful dober pevec, res. Po radiu tudi, ko sem to poslušal, mi niso bili tako v redu, ampak pol v živo pa neverjetna energija. Pol smo šli še tam je bil neki DJ na prostem, pa pol zvečer še v Alajo, tako da ob enih 4 se je pol tisti dan vse zaključilo, ampak tako top, poln dan, overall smo se res v redu imeli in bi takoj ponovil. Pol je ostala pa še nedelja, sva šla pa se kopati v Mesečev zaliv, sta bila tam par uric, pol je bil pa že čas zvečer za domov iti, za okoli hiške še malo postoriti. In je bilo zanimivo, naju obadva na toaleto in sva se vračala iz Mesečevega zaliva in sva se odločila, da bi šla na toaleto tle v Strunjanu v cerkvi, in je bil neki gospod, neka oseba, je tam zunaj stal in midva sva bila praktično poletno oblečena, nič kaj, tako da bi rekel izzivalno, pa punca je imela, zaročenke imajo čisto normalno dolgo obleko, mogoče tiste naramnice, ampak tako, edino ramena ven, skratka, poletno, nič spornega, samo do toalete, ne v cerkvijo. In ne boste verjeli, neki župnik, starejši gospod, že tako daleč sem videl, pizda. Ta pa sigurno ni najboljši, tako na daleč, pa kljub temu, da imam očala za na daleč, pa jih takrat nisem imel, sem to očitno začutil. In pol čez ene par sekund se pa vstane, je začel pred nama kričati: "A bi se oblekla, a bi se oblekla." Tako kričal, nama ni bilo nič jasno, kaj mu ni. In nisva šla v cerkev, šla sva do toalete, noben ni njega motil, noben ga ni pozdravljal, 10-15 metrov stran od njega, nobene žive duše ni bilo tam, bili smo samo mi trije, on na drugem koncu, midva tle, nisva šla v cerkev. Skratka, tak odnos, brez pozdrava, brez vljudne prošnje, nič, samo neko živalsko rjovenje. Bi pričakoval, da gospod je že zelo, zelo v letih in tiktaka je verjetno tiste še zadnja leta, ki bi pač jih nekako vsak mogel posvetiti, da bi naredil čim več dobrih stvari, ampak skratka, pustimo to. In tako naju je nadrl in tako negativno energijo naju je spravil. Sva pol tudi malo razmišljala, da sicer je dosti težko za te gospode, ker cerkve pač postavil različne te pravila o celibatu in religioznosti in potem ljudje fanatični postanejo in
jih lahko že neka taka preprosta stvar, ki je nam običajnim, tistim, ki nismo teologi, visoka duhovščina, nam je to nekaj čisto normalnega, jih dejansko zmoti in vrže iz tira in bi mogli vedeti, kakšno rjovenje je to bilo. Ful me je presunilo to in marsikdo bi se rad tam poročil, ker lokacija je res lepa, ampak ko pa to doživiš, midva sva se odločila in to dosti hitro, obadva brez da bi kaj govorila, ampak intuitivno, da verjetno dokler bo ta gospod, pa mu ne želijo slabega, dokler bo on tam, naju tam ne bo več, ker si tega ne zasluži, pa naj bo ne vem kakšna avtoriteta, ne vem kdo, na naju tako ne bo noben vpil in se ne bo tako noben do naju obnašal, kajti če ti sam meje ne bo znal postaviti zase, noben drug ne bo. Tudi noben drug te pol ne bo spoštoval. In ja, in res, to sva pol videla. Niso pričakovala, pa že več let hodiva v to cerkev, ampak da se je kaj takega zgodilo. Niso vedela, da je to mogoče, niso si predstavljala, ampak je pa res, da vsaka izkušnja, vsak tak dogodek nam potem da neke misli, neke popotnice za naprej, tako da ja, skratka, upam, da boste uživali v tem vlogu in pa vse dobro. Čau, čau, se vidimo naslednjič.